Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta stoženske lepotice. Pred nami je, kot rečeno, tekma tretjega kroga v prvi ligi Telemach. Olimpija, Aluminij. Slovenski nogometni velikan, nogometni klub Olimpija gre v obračun z novim trenerjem in zadnjega mesta prvenstvene lestvice. Po dveh krogih je to edina ekipa, ki ni osvojila še nobene točke. Aluminij, njen današnji nasprotnik, je odigral celo en sam dvoboj, ampak za nami je tudi izjemno pester in zanimiv studijski del. Bom dodal svoje, ne morem se zadržati, ampak tule so rezultati doslej odigranih tekem tega kroga. Pri Olimpiji, tule je drugi Luis Perea. So ti novinci seveda ostali še marsikaj dolžni. Urbančič poizkuša, Urbančič in Koderman, še vedno Urbančič do strela na koncu. Jošte Urbančič mimo desne vratnice Florjana Raduke. Še brez kakšne priložnosti ali vsaj pol priložnosti na eni ali drugi strani. Nekoliko zaspan začetek, no zdaj pa napaka Pereje. Tule se odpira kar precej prostora v kontri za Aluminij. Osuđi ima priložnost po podaji Taylorja. Osuđi z levico kar precej mimo vrat. Prva omembe vredna priložnost na tekmi se ve. Ja, tokrat vendarle Marin odlično in stresel je prečko. Koburi potem. Bobna je zadev, no in pa prekršek Rističa na koncu v napadu. Najprej je Mitrovski izvedel prosti strel. Iz kota bo podal Dimitar Mitrovski. Mitrovski uigrana kombinacija Bendra je sprožil toda visoko pod oblake. Ristič, Cuni in Raduha, trčenje domačega napadalca z gostujočim vratarjem. Raduha je obležal, tudi Cuni je na tleh. Veliko prostora se je odprlo Taylorju. Osuđi preigrava, Osuđi strelja mimo vrat. Vidovšek. Želje nogometaši Aluminija, Šimonič. Žak, potem pa Taylor ni prišel do žoge, Perea je prestregel proti napad za zmaje. Perea s predložkom, Cuni pred vrati, Cuni brani Raduha, odbita žoga do Kojića, ki pa je sprožil prek vrat. Kakšna priložnost zdaj. Šak pušča prednost Mitrovski, Rose še enkrat Mitrovski, Cuni, zgrešil je Marvin Cuni. Strel strani Perea. Perea zdaj v bistvu že kar nekaj časa pravzaprav na položaju srednjega branilca, kajti Frančovski je spremenil sistem igre, tako da Olimpija igra zdaj v tem drugem polčasu s tremi štoperji. Vse do stopa Dige, ki pogledajte je takole visoko, na desni strani, na levi precej više v drugem polčasu, seveda tudi Urbančič. Diga je zdaj prišel do podaje, Raduha iz vrat, bori se z Rozom in na koncu je žogo tudi ujel. Slabo sta kombinirala Petriško in Vrbanec. Tu bi morala enostavno izigrati seveda Urbančiča, ki je bil, bomo rekli, na strelišču povsem osamljen med dvema nogometašema Aluminija. Eden od Šumarjev bi v tej akciji v bistvu moral priti sam pred vrata, zdaj pa je prazna vrata pustil Vidovšek, Vrbanec tega znova ni izkoristil. A tudi prekinjena igra zaradi ofsajda, zdaj je Olimpija močno visela. Zdaj podaja proti Rozu, priložnost morda, Urbančič išče prostor za strel, zaenkrat ga ni našel, potem podaja Roz z glavo, točno v naročje Raduhe. To spremenijo zdaj v Borošakovem dodatku. In tule zdaj priložnost, ki jo ima Marvin Cuni, mimo gola, tudi tole je zgrešil. Ko se je zdelo, da rešitve za Aluminij ni več.
stvari obrnil v pozitivno smer, tako da Olimpija danes ni prejela zadetka. So na tleh, prekrška ni bilo. Urbančič strelja in gol! Avtogol Bobna pravzaprav. Žoga je letela v naročje. Florjanu Raduhi nogo je postavil. Matija Boban spremenil smer in v 93. minuti v Stožicah vendarle odrešitev za zmaje. Jošt Urbančič 1-0. Težko je zdaj reči, komu bo pripisan zadetek. Morda vendarle Urbančiča, čeprav je jasno, da tu brez Matije Bobna do gola zagotovo ne bi prišlo. Takole je padel Suso, po mnenju Borošaka tu prekrška ni bilo, na to pa je žoga prišla do Urbančiča, ki se je odločil za strel. Matija Boban je postavil desno nogo, spremenil smer žogi, ki je letela točno v naročje Florjanu Raduhi in takole je Boban prevaral svojega vratarja. Želel seveda najboljše, ampak storil najslabše. Včasih krut, držali ste se dolgo v obrambi, imeli tudi svoje priložnosti, morda celo lepše kot Olimpija in izgubiti na takšen način mora biti kar boleče. Kako ste sami videli tekmo? Ja, pa bila je res jako dobra tekma. Borili smo se, branili smo se, nekad smo i trpili malo, ali mislim da smo imali bolje prilike nego oni. I to nas još očito prati iz Europe. Stvaramo šanse, ali ne zabijamo. Dobro se branimo, držimo nulu, ali nekad je moralo popustiti. Šteta. Ampak realizacija je v bistvu ena stvar, ki se jo da na treningu popraviti. Bi lahko bilo kaj veliko huje narobe v ekipi, da bi bili rezultati slabi, tako da če popravite v bistvu realizacijo, potem lahko govorimo o konkurenčnem Aluminiju v nadaljevanju sezone. Ja, definitivno da moramo popraviti realizaciju i mislim da hoćemo jer stvarno se trudimo, svaki trening dajemo sve od sebe i mislim da ćemo početi zabijati golove. Hvala in srečno. Urbančič, čestitke za zmago in pozno dosežen gol. Ali bo to trenutek, ki bo tudi preobrnil pravzaprav sezono Olimpije navzgor? Bomo videli, definitivno smo zadovoljni z zmago, kar smo iskali po težkih dveh porazih. Nov trener, nova energija in naprej gremo na zmago in zadovoljni smo s 3 točkami. Je pa verjetno še veliko prostora za napredek glede na prikazano. Ste vendarle pošteno morali garati za to zmago danes, tako da prostora za napredek je še. Pa dobro, vedno je treba garati, vsaka tekma je težka. Mislim, da tudi Aluminij je igral Evropo, tako da je prišel iz močnih tekem sem. In ja, nobena tekma ni lahka in ja, 3 pike so, zdaj pa gremo dalje. Ste že danes tekom igre sami igralci dojemali oziroma dojeli ideje, ki jih poskuša upeljati nov trener in jih ne nazadnje tudi uspeli realizirati? Definitivno, pozna se ta nova energija, nove ideje. Mislim, da smo to dosledno izpolnjevali. Je pa res premalo par dni, no, zato čisto igralcev, ampak mislim, da bo to s tekmo boljše in ko se povežemo, bo to izgledalo odlično. Hvala in srečno. Hvala. Nogomet je zelo krut včasih in mislim, da danes lahko povzamemo, da je tale rezultat krut do vas, glede na to, kaj ste pokazali skozi 90 minut. Ja, žal se moram strinjati z vami, ampak to dejstvo moramo sprejeti. Odigrali smo po moji oceni eno zelo kakovostno tekmo. Olimpiji praktično pustili zelo malo, imeli dovolj situacij, da bi kreirali boljše priložnosti. Tudi nekaj priložnosti smo imeli, ampak v vseh fazah bili dokaj stabilni, vendar žal se ni šlo. Zelo boli ta poraz sojanja, kriterija sojanja ne želim na tem mestu komentirati in to je to. Jura, že z Vitom sem se pogovarjal, kaj je tista težava oziroma realizacija, vemo, da je težava, tudi v Evropi je bila. Je to nekaj, kar se da popraviti skozi trenažni proces, po vašem mnenju, ker v obrambi delujete dobro in tudi ta prehod do napad, priložnosti so samo
pika na i. Je morda en gol dovolj tisti, ki bo tudi sprostil fante morda? Jaz upam, da se to da popraviti, ker če se ne da, je to vprašanje kvalitete nas vseh. Dejstvo pa je, da bomo to mogli nujno popraviti, ne za načinom, da dosegamo en gol na tekmo, ampak da imamo kvaliteto in možnost doseganja več golov. Tako smo sestavili ekipo, jaz upam, da bo to, če ne bomo pač mogli iskati druge rešitve, kajti v fazi branjenja smo v vseh tekmah pokazali, da smo zelo stabilni in da bi bili resna ekipa, moramo nadgraditi fazo napada. Že pred tekmo sva se pogovarjala o tem, bo morda pri uresničevanju teh vaših idej in želja, kako naj ekipa igra in zgleda, tudi morda sedaj malce pomagalo, ko ne bo več ritem tako naporen, vsaj za neko malce krajše obdobje. Pa jaz mislim, da ni to bilo ključno, glede na to, da vsak, ki gleda iz strokovnega vidika našo tekmo, vidi ogromno taktične vsebine. Predvsem v fazi branjenja, tudi principi v fazi napada so zelo jasni, ampak zaenkrat smo v fazi, kjer nam manjka ta pika na i, ta zaključek, in ko bomo to popravili, verjamem, da bomo resna ekipa in dosegali tudi dosti boljše rezultate. Gospod Arsič, najlepša hvala in veliko uspehov v nadaljevanju sezone. Hvala. Gospod Renčovski, najprej čestitke za zmago. Verjetno vzamete to zmago, predstavo pa še lahko nadgradite na naslednjih tekmah. Svakako, znači prvo moram da čestitam mojim igračima jer su verili do kraja da ćemo dobiti tu utakmicu. Nije uopšte bilo lako. Ako me pitate da li sam zadovoljan, uopšte nisam zadovoljan ono kako što smo htjeli da igramo. Normalno, još je početak, nismo opasni u tu konekciju drugu, treće zone, ne tražimo dubine, ima tu previše prostora u kome trebamo da radimo. Napravimo neku strukturu, situaciju 3-1-1-3, ali to je opet previše statično, znači previše stojimo u mjestu, ne tražimo lopte, tako da ona fluidnost koja trebamo dobiti, verovatno ćemo dobiti u sljedećem periodu. Još jednom čestitam igračima i zamolit ću isto navijače da uvek dođu tako da nas podrže. Oni su nam bili, eto da kažem, ona ta podrška, verovali smo do kraja. Normalno, nije išlo svaki put, ali ostali su do kraja i dali nam tu podršku. Na kraju smo zabili taj gol malo sretno. Još jednom da čestitam mog kolegu Jura Arsić koji je opet napravio dobru ekipu ovu sezonu. Da mu poželim više sreće u sljedećem krugu, jer danas, ako me pitate, najrealno bi bilo da završi neodlučeno, ali ipak na kraju, dogodi se to u fudbalu, mi smo dobili utakmicu. Tudi ne samo zmaga, tudi to je prvi gol Olimpije v tej sezoni, bo tudi to nekaj, kar bo malce sprostilo fante. Ne samo vaši načrti, ampak tudi sam dosežen gol, ki vemo, da je najpomembnejša stvar v nogometu. Vidite, normalno, igrači su u mentalnom bloku, to je sasvim normalno. Ja sam, kad sam došao, počeo sam da malo više pričam o njima, da to popravimo, taj mentalni neki blok, ali na kraju krajeva na terenu mi izgledamo, nemamo tu mentalnu brzinu. Moramo malo više brže raditi, moramo malo više se zabavljati. U suštinu mi se ne zabavljamo, mi smo pod pritiskom i to pravi probleme mojim igračima. Ali nadam se da će to biti potik ova pobjeda će biti potik za sljedeće utakmice, jer iskreno da kažem, opet ću da ponovim, ova ekipa ima veliki potencijal i može se boriti za vrh ljestvice. Še za konec, govorili ste ta pritisk, po koncu tekme je tudi predsednik z športnim direktorjem obiskal slačilnico, so bile to besede spodbude za boljše nadaljevanje sezone? Normalno, bili smo, da kažemo, pošteni, čestitali im igračima, igrali smo tako kako smo igrali, možda nismo zadovoljni izgledom kako smo igrali, ali smo dobili utakmicu na kraju, dobili smo bonuse, igrači da se raduje, to je prvi gol i prvih tri pike za Olimpiju ove sezone. Hvala in srečno v nadaljevanju. Hvala.